Gledalke in gledalci. Marsikdo je prepričan, da je z dnem, ko je bil odkrit človeški genom, duh znanosti ponovno ušel iz steklenice. Zato bomo v nocojšnjem polnočnem klubu govorili o genomu in genetskih raziskavah v Sloveniji. Naši gostje so magistrica Maja Tanko Smolič, direktorica prodaje v Inštitutu za DNK analize, magister Marko Bitenc, direktor podjetja Gen Planet oziroma Gene Planet po angleško, profesor dr. Peter Dovč, redni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in profesor dr. Radovan Komel, vodja medicinskega centra za molekularno biologijo pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Lep pozdrav vsem skupaj, začnimo s to komercialno platjo. Gospa Tanko Smolič, kaj točno vi ponujate v vašem inštitutu? Da tudi raziskujete, kdo je oče otroka ali kako je s tem? Vsekakor tudi to. Najprej dober večer vsem skupaj. Pri nas imamo sicer več vrst produktov. Ene recimo uvrščamo v skupino medicinskih produktov, druge pa v skupino produktov, kjer ljudje hočejo zvedeti, od kje izhajajo, kakšne korenine imajo, kje je recimo njihova družina, družina, njihovi predniki, kje so živeli, ne vem, 20-30 tisoč let nazaj. Druga veja pa je vsekakor medicinska, kjer imamo zraven na razpolago tudi poleg rezultata še medicinsko svetovanje. Medtem ko najbolj zanimiva je pa vsekakor že od vsega začetka bila tema oziroma produkt test očetovstva. Tako da to je recimo dvignilo veliko prahu tudi pri nas, ampak te začetne zadeve smo dali skozi in zdaj zadeva v bistvu teče tako, kot je treba. Torej, zdaj test očetovstva, kaj zdaj to pomeni? Recimo pride nekdo z ulice, recimo gospod Bitenc, lahko pride ali pa jaz, pa prineseva sabo kaj, zdaj da vi potem testirate. Kako je to videti? Torej, ni čisto tako enostavno, ampak recimo stranka, ki želi zvedeti oziroma odstraniti dvom, ali je oče določenemu otroku ali išče svojega očeta ali mati tudi, takšne primere smo imeli, pride k nam, naroči test, na to mi pošljemo oziroma pridejo tudi dvigniti na naš sedež ta set za odvzem vzorca DNK, ponavadi se to dela iz sline, tako da je postopek popolnoma neboleč, neinvaziven. Torej, recimo ta oseba, za katero testirate, ona da vzorec. A lahko jaz na skrivaj vzamem vzorec, pri kakšnemu gospodu pa nesem ta, recimo od kozarca, naprimer, on bi pil z mano sok, jaz bi pa potem s tem kozarcem prišla k vam. Tega žal ne delamo, zaradi tega, ker za vsako DNK analizo mora dati soglasje oseba, ki se testira. Problem se pa seveda pojavi pri mladoletnih osebah, ki nimajo oziroma imajo sposobnost, ampak po našem zakonu še ne morejo same odločati o določenih stvareh, tako da v tem primeru morajo podpisati in dati soglasje njihovi starši oziroma skrbniki in tudi naš postopek je seveda temu prilagojen. Dobro, zdaj vi ste direktorica prodaje, bomo še govorili seveda o vseh vidikih tega produkta, pa tudi drugih. A je to dober posel? Vi ste direktorica prodaje, kdo se odloči, koliko je teh strank? Recimo moški prihajajo, ženske? Torej, če gremo malo na statistiko, nekje 25% pri nas je ženskih naročnic, 75% je moških. Vsi pridejo seveda z istim namenom, da odstranijo dvom, ki jih žere, oziroma tudi cele družine pridejo včasih. Mi pol ta test opravimo in smo imeli tudi... Rezultati so pa, recimo, če spet gremo na statistiko, nekje 80% je pozitivnih, 20% je pa negativnih. Govorim o testih očetovstva. 20% teh ljudi, ki pridejo testirati, dejansko niso v sorodu. Tako je. Niso biološki očetje ali matere določenih otrok. Gospod Bitenc, vi imate pa ravno tako podjetje, torej naj povem, to so tehnološka podjetja, vi ste celo v tehnološkem parku, vi ste mlado tehnološko podjetje, mi zdaj stavimo na ta podjetja, da preprosto povem, s čim se vi ukvarjate, kaj pa vi ponujate, poleg vsega tega, kaj je vaš osnovni tržni produkt? Tako je, v bistvu naš sedež, glavni sedež razvoja in raziskav je v tehnološkem parku v Ljubljani, imamo tudi poslovalnice zunaj Slovenije. Recimo kje? Na Irskem. Na Irskem? Ja. Tako da dejansko za podjetjem je popolnoma v celoti slovensko znanje, tako da tržimo pa večinoma izven Slovenije, 90% prodaje, ki jih imamo, je narejene izven Slovenije, večinoma v zahodnji Evropi.
Zdaj, kaj ponujamo? Ponujamo genetsko analizo, ki izračuna določene predispozicije za bolezni. Tukaj govorimo od bolezni, kot je recimo določeni raki, krvožilne bolezni, sladkorna bolezen in tako naprej. Tukaj je potrebno povedati, da izračunamo tveganje le za bolezni, za katere obstaja preventiva. Torej dejansko za bolezni, za katere lahko človek nekaj sam potem tudi z rezultatom naredi. Na kar drug segment produkta pa je odzivna zdravila. Tu dejansko mi povemo ljudem, kako se bodo odzvali na določena zdravila, ali zdravila delujejo, ali je doziranje primerno in tako naprej. No to pa tudi seveda, kot je že bilo rečeno, imamo produkt, da karakteriziramo prednike. Dejansko gremo tudi do 60 tisoč let in več nazaj v zgodovino. Ampak čakajte, mislim, zdaj prosite to vprašanje, koga zanima, mislim, a vas zanima, kdo je bil vaš prednik pred 60 tisoč leti ali pa 20 do 30 tisoč leti? To je zelo zanimivo za določene ljudi, na primer za Američane je veliko bolj zanimivo kot za Evropejce. No, pa 60 tisoč let nazaj smo imeli vsi iste prednike, tudi Američani ali kako? Načeloma ne, res je, da so dejansko prihajali predniki iz Saharske Afrike preko Azije, potem dejansko v Evropo. Ampak med tem časom so se pa razdeljevali in dejansko se da slediti recimo določeni liniji, starševski moški oziroma ženski in dejansko potem vidimo, odkot do Abrahama in do Davida, ali kako? Do kam? Dejansko se da videti zelo daleč. Določene skupine so se ustvarile, mislim, da je 80 tisoč let nazaj se še gleda. Zakaj bi to nekdo vedel? Tale predništvo je v bistvu zgolj za zanimivost. Ljudje zanima tole. Naš osrednji produkt sicer ni predništvo, ampak ljudem je vseeno zanimivo. Dobro, bomo še šli na te prednike, zdaj pa me samo zanima cena, ker to tudi ljudi najbolj zanima. Recimo vaš produkta, naprimer občutljivost na zdravila ali pa medicina. V bistvu mi imamo celoten produkt v kompletu. To pomeni, da komplet stane 400 evrov. To je samo plačniško? To je samo plačniško. To dejansko ne gre za medicinski oziroma za diagnostični produkt, gre pa za nek produkt, ki dejansko lahko ljudem pomaga v preventivi, v načinu življenja. Dejansko na našem spletnem portalu bodo dobili več kot 200 strani tiskanih informacij o zdravju, o boleznih, o lastnostih, ki so dejansko povezane z genetiko. Gre za v bistvu neko izobraževanje obenem. In vaš produkt, test očetovstva, recimo, ali pa mame, če ni prava, staršev? Test materinstva. Materinstva, ja. Ja, ta test stane, standardni test, kjer testiramo 16 lovkosov, stane 389 evrov, kar je v tej ceni so šteti 3 vzorci, se pravi mati, otroki in oče. In to je vse, oboje, to je samo plačniško. Tako je. Dobro, zdaj pa gremo na to profesorsko, da tako rečem, znanstveno plat. Gospod dr. Komel, nam lahko razložite, kaj je to genom? Torej, lejte, se obstajajo knjige in tako, ampak vendarle, mi smo se vsi učili o tej dvojni vijačnici, Nobelova nagrada je bila za to. Imamo 23 genov, a ne, in nam lahko malce poveste zdaj. 23 tisoč genov. 23, ja. Torej, vemo, kaj je molekula DNK oziroma DNA. Kromosom je velezvita molekula DNK. Velezvita, zato ker če bi celoten genom raztegnili, bilo to skoraj 2 metra. In to mora biti v jedru, ki je tam nekaj tisočink. Na pikici tele, budkine glavice. Tako, še manj. No, kaj je genom? Mi imamo 2 niza kromosomov. Enega podedujemo od očeta, enega od matere, ker jajčica ima svoj niz, semenčica ima svoj niz in ko se zdušta, imamo dvojni niz kromosomov. Vsak kromosom ima svoj par. In en niz kromosomov, to je genom. Pa še en mehen mitohondrijski kromosomček je, to je pa v jajčicu prisoten. To je približno procent vsega genoma. To je ta dedna zasnova, se pravi, da vsaka človeška celica ima 2 kopiji genoma. In človeški genom, to je ta osebnost posamezne celice, ker vse celice imajo enak genom. Torej, lahko bi rekli, da je to recept, recimo zdaj, če bi, zdaj predpostavimo, pridemo z drugega planeta in rečemo, pač te prebivalci tega planeta so pa takile in recept, če želimo narediti človeka, dobro, zdaj mogoče se sliši znanstvena fantastika, ampak te poskusi zdaj so, pa so bili tudi v nacistični Nemčiji, recimo, Je to neke vrste recept, kako zdaj skuham, kaj dam zraven, da nastane nek osebek, ali kako? Ja, recept, seveda, to je zapis, sam stvar ni tako enostavna, ker smo že povedali, posamezni odseki v teh kromosomih oziroma DNK, to so geni. Gen
kodira neko zaključeno sporočilo, to je informacija, običajno za neko beljakovino. Beljakovine pa, kot vemo, sestavljajo naše celice, funkcije celice, so naša protitelesa, recimo, so krvničke in tako naprej, hemoglobin. Skratka, to je recept, samo geni teh 23.000 genov, to se izraža, to mrežno komunicira, različno se izraža in to je cela mreža komunikacij in potem teh proteinskih produktov. In to je odvisno od okoliščin, kako se to mrežno izraža. To je tako, kot bi bili network, recimo kot mi na Facebooku. Če imam tega prijatelja, mi zrihta to, če ga pa nimam, je pa en drug nekaj drugega. V bistvu je to nek splet okoliščin. Tako, in zdaj to se zdaj seveda znanost s tem ukvarja, tudi ko išče vzroke bolezni, kako je to mrežno pogovarjanje proteinov in genov na isti ravni ali pa navzgor in navzdol. In seveda, ko bo nekoč znanost to odkrila, potem bomo nekaj več vedeli, da bomo ta recept znali udejanjiti. Torej, lejte, ali je ušel duh iz steklenice? Namreč, lejte, zdaj na eni strani komercialno se že ponuja marsikaj, da začnemo pač recimo pri etiki ugotavljanja očetovstva, tu se veliko vprašanj odpira. Ali je ušel duh iz steklenice ali ne? Otrok po naročilu, sicer pri nas ni mogoče, ampak vendarle ponekod v svetu. Jaz sem večkrat upiran temu, ki večkrat govorijo, znanost je treba brzdati, je ušla iz steklenice. Sej znanost samo po sebi ne uide iz steklenice, kakorkoli je bila zlorabljena, so nekako druge veje družbe zlorabljale, od raznih verstev v preteklosti do politike in tako naprej. Danes je pravzaprav prvič, ko je tudi projekt Človeški genom je del svojega budžeta dal ravno to vprašanje etičnih vprašanj v sprožanje teh vprašanj in se prvič pogovarjamo že vnaprej. Preden pride do zaostritve kakšnega problema o etičnih dilemah. In to je dobro, da se to pogovarjamo, ker v te debate se vključuje širša družba, tudi laiki, seveda, pa seveda vsi strokovnjaki in potem ne samo genetiki, ne samo zdravniki, in tudi biologi, sociologi, zgodovinarji, filozofi, pravniki. In seveda, včasih so ta vprašanja zelo zaostrena, ampak dobro je, da se tudi ostro pogovarja v družbi, ker potem nekako pride do konsenzualnih rešitev v urejenih družbah, ki pripeljejo do sprejemljivih rešitev za vse. Torej, za vas kot strokovnjaka, kaj je tu kakšno odprto vprašanje, ki je na meji etike, recimo? Torej, odprta vprašanja so, zdaj seveda nekako napovedovati usodo ljudi, če si iz analiz genoma. Preden, kot sem v začetku poskušal pojasniti, vemo o vsem tem mrežnem pogovarjanju, za neko lastnost, recimo, včasih več tisoč genov odgovarja in pri posamezniku je to drugače kot pri drugem posamezniku. In vi neko verjetnost poveste, potem se pa človek znajde s to verjetnostjo, da bo recimo zbolel za to ali drugo ali tretjo boleznijo, recimo, ki je različna od človeka do človeka. In tukaj seveda je treba kot nek tak rezultat dati od sebe pristopiti zelo z ustreznim svetovanjem. Kvalitetno bo to, ko bo z roko v roki s tako napovednostjo šla tudi prevencija, ko bodo metode preventive zelo dobre, pa predvsem metode zdravljenja. No, to je zdaj že vprašanje za gospoda Bitenca. Lejte, torej vi v bistvu prodajate, da tako rečem, vaš produkt je, da človeku poveste, na katera zdravila je mogoče občutljiv, mogoče kaj naj je, kako naj se obnaša, za čim bi lahko zbolel, kolikšna je verjetnost. Se vi strinjate s tem, da je to tak sklop, da je to tako kompleksno vprašanje, da je težko iz enega samega niza razbrati neko diagnostiko ali ne? Kakšno je vaše mnenje? Kar se tiče, zdaj so spet različni produkti, kar se tiče genetske analize dovzetnosti na bolezni, tole ne more biti diagnostika, zaradi tega, ker je v bistvu gre za neko predikcijo. Kar pomeni, da dejansko mi povemo, da to so možnosti, da se vam tole razvijo, vam damo preventivni nasvet, zdravniški preventivni nasvet. Se pa strinjam, da bi v stvar morali standardizirati v sklopu zdravstva z gospodom Komeljem. Zdaj, kako to narediti, je pa težje vprašanje. Recimo kako, da bi tudi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja karkoli preden, lejte, mi gremo v zdravniku, on napiše recept, ne da bi sploh vzel kakršenkoli ali preučil moj genom. Seveda, slej ko prej bo moralo priti do tega. Zdaj, jasno je, da tukaj ne bo zdravstvena zavarovalnica krila stroškov genetske analize za prednike. So pa določene segmenti genetskih analiz, ki so že zdaj splačajo tako za zavarovalnico kot za pacienta, se dejansko vsi profitiramo od tega. Recimo, genetska analiza, ki določuje odzivna zdravila, bo na dolgi rok znižala stroške zdravstvene zavarovalnice,
Obenem bo pacient dejansko profitiral, znižala se bo smrtnost zaradi neželenih učinkov v državi. Ter dejansko, to je neka naslednja stopnja genetike, ki je dejansko danes že pripravljena na diagnostično klinično uporabo. Ampak gledajte, recimo, ko bo, da bom tako rekla, lobby vaših podjetij tako močan, da bo te analize pripravljal, farmacevtski pa malo manj, ne? Ker v bistvu zdaj, če gledamo celo to sliko od nekega bolnika do zdravega človeka, ne, zanimivo, da zdravstvo nikoli ne meri učinkovitosti po zdravih, ampak v bistvu po perpetuiranju bolnih. Ampak vendarle, dobro. Če bo ta farmacevtski pogled nekoliko manj močan, ne? Ker farmaciji pa praktično vseeno, kdo konzumira, važno, da konzumira. Ne? Kakšen je vaš pogled? Po eni strani je res, ampak načeloma tudi farmacija želi imeti učinkovita zdravila. Farmacija na drugi strani pa tudi gre veliko bolj v biološka zdravila. Zdaj tiste klasične kemične učinkovine jih je vedno manj dejansko novih razvitih. Vsa stvar pa gre v biološka zdravila in dejansko ta denar, ki je lahko prihranjen, ga lahko uporabimo za boljša zdravila. Tako da jaz mislim, da tudi industrija farmacije bo na koncu morala tole sprejeti. No. Torej, zanesljivost rezultata? Zanesljivost rezultata pa lahko merimo v 2 stopnjah. Zdaj, tehnična zanesljivost je praktično 100-odstotna, kar se pa tiče način, kako izračunamo tole, pa je dejansko potrebno standardizirati med podjetji, po mojem mnenju. Zaradi tega, ker mi smo zelo pozorni pri tem, jemljamo študije, ki so bile replicirane, ki so na velikih vzorcih, tudi 10.000 in več, ki so potrjene za metaštudijami. Tako da zdaj težko je govoriti o zanesljivosti, vendar dejansko, če bi mi imeli 10.000 ljudi testiranih, bi dejansko lahko rekli, da so zelo zanesljive. Statistično gledano so zelo zanesljive na velikih vzorcih. Dobro, profesor dr. Dovč, kaj vi menite o tem? Vi se ukvarjate z živalmi bolj? Tu je neka gospodarska učinkovitost vaših raziskav. No, gotovo. Jaz bi se mogoče navezal na prej rečeno, ko ste omenila slučaj, ko pacient pride k zdravniku, pa zdravnik nič ne ve o pacientovem genomu, pa mu napiše recept. Ja. Jaz mislim, da ne bi bila situacija nič drugačna, če bi tudi imel podatke o 3,5 milijardah nukleotidov v pacientovem genomu, ker ima samo 4,5 minute časa statistično za pacienta. Se pravi, v teh 4 minutah on nima orodij, da bi presodil, kaj zdaj ta računalnik, genom pomeni. ne? Če bi v računalniku tipko, pa mu računalnik že v predpripravi vrže ven, da tako rečem po domače, a ne? Kaj točno, v katero smer ne gredo zdravila. Mislim, da je bilo to v redu. To je pa resen bioinformacijski problem, ki ga zaenkrat ne obvladujemo. Ne? Metode, te visoko zmogljivosti, statistične metode, ki bi analizirale genom in povedale z neko zanesljivostjo, tak fenotip bo rezultat tega genoma, teh metod nimamo na voljo. Ne? Dobro, katera etična vprašanja se vam porajajo? To, kaj točno vi proučujete? Vi bolj proučujete na živalih, recimo mlečnost, krav? Naše delo je v glavnem usmerjeno v proučevanje genov, ki imajo velik ekonomski učinek pri reji domačih živali. Seveda pa tukaj naletimo na lastnosti, ki so zelo podobne človeškim lastnostim. Za nas je recimo zelo pomembno, kako poteka nalaganje maščobe v telesu, sicer res živali, ampak danes pa vemo, da je debelost en glavnih zdravstvenih problemov v zahodnem svetu in tukaj je veliko paralel med tem, kako se zamastijo živali in kako maščobo nalaga človek, kaj so tisti geni, ki odločajo o hitrosti nalaganja maščobe, o porazdelitvi te maščobe, tako da to se pravi, da tu se lahko iz živalskih modelov veliko naučimo. To je bolj ali manj predeterminirano. Ne? Če imamo določene gene, bomo debeli pa pika, ne glede na to, kaj jemo. Ali kaj bi vi rekli na podlagi svojih raziskav? Precejšen del teh lastnosti je genetsko determiniran. V takem kontekstu pogosto govorimo o dednostnem deležu, se pravi, koliko odstotkov izražanja neke lastnosti je genetsko pogojene in koliko je okoljskih dejavnikov, ki delujejo na to lastnost. In debelost zagotovo je ena od lastnosti, kjer je genetski faktor pomemben. Mi imamo recimo v naši skupini nekaj živalskih modelov, kjer to proučujemo, mogoče najbolj zgovoren je model debelih in suhih mišk, kjer iščemo zdaj razlike med tema dvema linijama in skušamo ugotoviti, kateri so tisti geni, ki so najpomembnejši za izražanje debelosti. Dobro, prosim. Morda, če samo dodam, so že narejene študije glede debelosti na ljudeh. Heritabilnost, torej dejansko koliko vplivajo geni in koliko vpliva okolje, pa je nekje 50-50.
Tako da še vedno tudi, če imamo dejansko nekakšno genetsko Debele predispozicijo gene, za ja. debelost, se še vedno da zadevo uravnavati z prehrano, z primernim načinom življenja, z športom in tako naprej. Torej, gospod Dovč, smo mi ujetniki svojih genov ali lahko presežemo to? Ali kako? Mogoče s kakšno genetsko terapijo? Geni nam postavljajo okvir, znotraj katerega lahko delujemo. Izven tega pa ne moramo. Lahko z metodami genskega inženirstva, z metodami aktivnega poseganja v genom, ampak to je znanstvena fantastika. O tem verjetno danes je to ne bomo sprejemljivo? Lahko. govorili. Zakaj ne? Je sprejemljivo. Kaj od te deklaracije, ki je znana, ki je zdaj 1 leto stara, je možno? Ovjetska konvencija, ki pravi o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino iz lanskega leta. Kaj dopušča ona? Splošno veljavno mnenje je, da je poseganje v genom človeka z namenom, da bi ti posegi ostali trajno vgrajeni v genom in bi se odražali na potomcih, nesprejemljivo. To Ampak, je glejte, splošno sprejeto ja, in stališče. tudi v tej deklaraciji. Ne? Absolutno. Torej tudi v Sloveniji. To pomeni, recimo, otrok po naročilu v Sloveniji ni možen. Da bi rekla, nema plave učke, fantek ali karkoli pač. V smislu za glasbo. Morda pravno ena stvar, zdaj kaj se dogaja v tehnologiji je, da se razvija v bistvu single DNA sekveniranje, kar pomeni, da dejansko lahko naredimo selekcijo med zarodki. Zdaj seveda ne bomo delali tega zaradi barve oči, ampak dejansko je možno pri določenem paru, ki ima probleme z zanositvijo, dejansko ki ima probleme zaradi tega, ker ima recimo te monogenske bolezni, ker so prenašalci, je možno narediti selekcijo med tistimi zarodki, ki tega nimajo. Kar pomeni, da dejansko mi lahko izberemo zarodek, za katerega vemo, da ne bo naprimer dobil mišične atrofije, cistične fibroze in podobno. To pa je dejansko dodana Pri vrednost. oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Ne, da Ja, je seveda, jasno, seveda, ne. V bistvu se malo igramo Boga, ne? Da ne bom po nepotrebno uporabljala Božjega imena, ampak vendarle, kaj smo zdaj mi? Kaj je zdaj tukaj človek? V laboratoriju reče, ti boš preživel, eni pikci reče, ti ne boš, ti boš, eno že pač. sama oploditev z biomedicinsko pomočjo je v bistvu nek pripomoček, ker to je pri parih, ki ne more po naravni poti pride do otroka in tam ustvarijo nekaj teh predimplantacijskih zarodkov in potem, kot ste vi omenili, seveda je možna ta selekcija, da zdrav zarodek izberejo. Če se vrnem na tisto, strogo pa te konvencije prepovedujejo, kar je pravilno, poseg v genom, ki bi trajno spremenil genom oziroma lastnosti. Z tega vidika je tudi gensko zdravljenje, recimo bolezni, ki recimo je mogoče na pohodu, recimo v tem desetletju bomo doživeli verjetno Alzheimerjevo prodor. bolezen? Ja, te so majčkeno bolj zapletene, veste, ker čim je več genov, veliko genov, je težko, dokler jih vseh ne poznamo, kaj popravljati. Pri enogenskih boleznih, recimo kot je cistična fibroza, pa tako je to lažje. Torej, katere so te bolezni, ki bi jih lahko pa z enim samim genom Ja, to so tako enogenske bolezni, kjer sprememba v posameznem genu spremeni neko beljakovino in to je potem bolezenski fenotip. Pač ta beljakina manjka ali slabo funkcionira, ali je preveč, je na nepravem mestu, v nepravem času, to je to. Recimo, katere nam lahko poveste? Ja, recimo cistična fibroza je taka, hemofilija recimo je tak primer. No, ampak tukaj recimo bi bil zelo učinkovit poseg v zgodnji zarodek, se pravi, ko je še nekaj celic, ko v vseh teh celicah to popravite, se pravi, na mesto ukvarjenega pravilen gen odcepte in potem seveda ima ves ta organizem, ko se razvije, v vseh svojih celicah ima ta poseg. To bi bilo zelo učinkovito, sam ni dovoljeno z tega vidika, da seveda lahko potem še kaj drugega popravimo. Razmerje, tisto, ko smo prej rekli, network, vas network se malo. Pa kakšne plave učke tam, pa kakšno večjo inteligenco. Torej, v bistvu to ni zdaj dovoljeno, ali je? Ne, absolutno te poskusi niso dovoljeni, so pa dovoljeni seveda poskusi genskega zdravljenja že v odraslih osebah na konkretnih organih, da vi določeno število celic z organov tu vzamete in seveda tam popravite ta genetski defekt in te celice vrnete bolniku. To pa ja, ker tukaj to ostane znotraj tega organa oziroma bolnika in se ne prenaša potem na cel organizem ali pa na potomce. Dobro, gremo malce na te etične vidike, kaj ja, kaj ne, pri kravi ja, pri ljudeh ne, človeku in tako naprej. Gospa Tanko, zdaj, kateri so te pomisleki, predvsem pri ugotavljanju očetovstva? Na kaj ste naleteli? Torej, najprej smo naleteli na močan odpor obstoječe institucije v Sloveniji, ki je te teste že delala. Sam so imeli precej višjo ceno. To je bil v bistvu glavna gonilna sila, ki se je na začetku obrnila proti nam. Pol pa seveda so še določeni drugi faktorji oziroma druge
drugi ljudje pritisnili na to. Ne? Sam, če se obrnemo z vidika etike, lahko rečemo, da očeta, ki ga razjeda dvom ali pa družino, v kateri se ne ve, ali je otrok njegov ali ni, njega ne zanima etika pač drugih ljudi oziroma On ima osebno pravico vedeti, ne? On ima oseben problem, ki ga tako razjeda, da zaradi tega tudi družine razpadajo. Pač se je to že dostikrat zgodilo. Ne? In tudi z raziskavami je bilo na velikem vzorcu dokazano, da očetje, ki jih ta dvom razjeda, veliko manj pozornosti dajo otroku, veliko manj se ukvarjajo z njim, veliko bolj se pride do oblik agresivnega ali pa nasilnega vedenja. Tako da jaz mislim, da je pač vedenje resnica v vsakem primeru pozitivno in z vidika očeta in z vidika otroka. Ker če gremo recimo na medicinske vidike, ne, pač, če jaz vem, kdo je moj oče, bom vedela, katere bolezni, vem, kakšen je moj dedni zapis, če pa ne vem, pa... Lahko sam nekaj Prosim, dodam, ja, dajte. Se popolnoma strinjam, ne? Ampak vse te konvencije pravijo in zakonodaje, da pač genetska raziskava sme biti izvršena samo za tisti namen, za katerega je bil pač določen material vzet. Ne? Če pa informacija pride izven tega namena, potem pa lahko pride do etičnih problemov. Mi smo imeli pred leti, ko smo začeli, ne, to je že zdaj skoraj 30 let s temi analizami genoma, ko smo raziskovali bolezni, kot je recimo cistična fibroza. Takrat gen še ni bil znan, je bila posredna diagnostika, ne, je bilo treba vedeti, kdo je oče, kdo je mati, ta družinska razmerja je bilo potrebno vedeti. In to smo skupaj z Italijani delali, ne, in tam seveda se je očetovstvo preiskalo in so bili te odstotki še nekoliko višji, negativne rezultate. Poštarji očetja in tako naprej, ne? Ja, v Italiji je res, ja, veliko višji. Tako, to je bilo neverjetno, ne. In seveda, to so bile potem tukaj, pa so bili te etični pomisleki, ki so bile zadrege, pa rdečice, pa to je bilo že daleč nazaj, pa pozabimo to, ne, seveda, zdaj, če bi to zdravnik nekako to informacijo okoli širil, bi pa potem posledično prišlo do zlomov družin, pa tragedij, ne, to je bilo zabrisano. Torej, zdravnik je vedel, pa ni povedal. On je obvezan za to, ne, in te informacija, in sme biti samo ta lečeči zdravnik mora to vedeti, ki je odredil preiskavo, in seveda preiskovanc, ne, ki mu mora biti na primer način to razloženo. Izven tega pa informacija ne sme. Tudi molekularni biolog, ki analizo naredi, navadi pod šifro dobi ta material. To je vse pod šiframi, ne. Vesice za družinska razmerja, ne, seveda, da lahko potem on ustrezno interpretira rezultate. Sam najbolj korektno je, da to dejansko ve samo lečeči zdravnik. Ne. Pa dobro, lejte, se veste, kako je. Kadar ve eden, ne ve nobeden, kadar vesta dva, ve pol sveta, ne? Kaj se dogaja v bistvu v praksi? Vse stvari, ne, bi jaz to omenil, mi smo bili v začetka, ne, človek malo šokiran, ko smo mi s tem začeli, ne, je bilo predvideno seveda, da se bodo take raziskave na uradnih ustanovah vršile, ne. Sam zdaj se pojavljajo podjetja, kot so konkurenca, to je vaša konkurenca? Ja, je pa ni, ne, v bistvu živimo v 21. stoletju in zdaj čist kar a priori reči, ne, to pa ne, to nikamor ne pele, ne. Jaz mislim, tako kot ste vi rekli, stvari je treba pravno urediti, standardizirati, ne, in seveda, številni ljudje, kot ste vi, najdejo tukaj priložnost, ne, in gre z znanostjo, z napredkom družbe, gre to naprej. Samo seveda s prepovedi ne dosežeš nič, ne. Ampak če pa so stvari pravno urejene, pa standardizirane, potem pa so stvari lahko v dobrobit človeku, ne. Ampak še enkrat ponavljam, jaz sem na tem stališču, da te predikcije, te analize bojo visoko kvaliteto dosegle takrat, ko bodo metode prevencije z roko v roki s tem šle in pa predvsem metode zdravljenja. Torej, recimo, gospod ima neko analizo, bomo se takoj vrnili na očete, in vi potem sodelujete z lečečim zdravnikom ali ne? Kam grem jaz s tem vašim rezultatom? K svoji zdravnici ali kako? Dejansko rezultat zgleda rezultat dobi stranka trenutno na internetu, lahko si ga natisne seveda. Zdaj, rezultat je podan nekako najprej povemo, kaj dejansko je ta bolezen, kakšno je tveganje populacije in kakšno je posameznikovo tveganje. Na to stranko dobite tudi informacije o dejanski heratibilnosti, to pomeni, koliko vpliva gen, koliko vplivajo geni, koliko vpliva okolje, ter osebni zdravniški nasvet, ki je dejansko napisan glede na osebkovo genetsko tveganje. Torej, ta zdravniški nasvet da nek drug zdravnik, ne moj lečeči. Nek drug zdravnik. Vi v bistvu sodelujete z zdravniki. Seveda. Lejte, to je zanimivo, ne? Recimo, vi ste ekonomistka, diplomirana ekonomistka. Mislim, zanimivo je, da ustanovi tako podjetje nekdo, ki praktično ni iz te stroke medicinske, ne? Ker je to pač posel. Seveda, to je posel, to je družba, ne? Zdaj pa tako, ne, zdaj jaz ne vem, ne, sej, veste, tudi v nas, ne, se to v glavi morajo stvari spreminjati.
Ko smo mi s tem začeli, je bilo rečeno, genetsko svetovanje, to je odgovoren posel, ne? In zato mora biti res usposobljen zdravnik, ki pa ima dober genetski svetovalec, ima cel tim, ne? On ima potem od seveda tega molekularnega biologa, ki mu interpretira rezultate, ne? Potem do patologa, ima tudi psihiatra v svojem timu, ker zelo, zelo različno se ljudje odzivajo. Ker poglejte, to je delikatno, ne? Ko jaz sprejemam zdravnikov, pa ko mi tam kloride zmerijo, pa ne vem kaj vse, ne? Dobim ti sliz z vsemi temi ioni gor, vse tega si sam ne razlagam, to me vedno zdravnik pove, ne? In zdaj, tukaj pri genih bo pa kar se znajdu s tem listvom v roki, ne? Tukaj gre dejansko za dve različne zadeve. Dejansko ena stvar je čisto diagnostična, kot ste povedal, druga je pa informativni izračun, ki je dejansko podan v razumljivem jeziku. Zdaj, to je ta strah, kako bojo ljudje reagirali, je vedno prisoten pri ljudeh, vendar dejansko vsa podjetja, ne samo slovenska, tudi ameriška, tudi islandska, opažajo, da dejansko ljudje, ki imajo možnost to prebrati na razumljiv način, ker prvič danes je neka informacija podana na razumljiv način, ker dejansko pri zdravniku v tistih 4 minutah in pol ne dobimo vseh informacij. Pri nas oziroma pri podjetjih pa dobijo tudi več kot 200 strani teksta na poljuden in znanstven način, kar pomeni, da dejansko ljudje se ne odzivajo drastično. Pri naših analizah še nobena oseba ni dejansko spremenila življenjskega stila drastično, ampak je dejansko kakšno vprašanje in ga razložimo. Vkolikor želi dodatno pojasnila, jih tudi vsaka stranka dobi. Ampak tukaj gre seveda zdaj za dve različne stvari. Eno so te dejansko bolezni, ki so poligenske, ki so preventabilne že sedaj, recimo, če imamo povišeno tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Sej tu ni dejansko nekega strahu. Če bi pa zdaj mi govorili o dejansko monogenskih boleznih, kot je recimo cistična fibroza, recimo, takrat pa je druga zadeva. Takrat pa se strinjam, da bi to morala biti stvar zdravnikov, domena zdravnikov. Dobro, gospod Tanko, vi sodelujete s timom zdravnikov, vi ste ekonomistka, imate v zaledju nek zdravniški tim. Tako je, mi imamo strokovni svet oziroma etično strokovni svet, v katerem so psihiater, specialist genetike, ki je sicer Slovenec, ampak deluje v Italiji, potem imamo neurokirurga, pol mikrobiologa. V glavnem ta tim imamo in ko recimo, če tako rečem, prodamo oziroma ponudimo en določen set bolezni stranke, to je recimo določeni ciljni skupini, naprimer menedžerji. Tu so ene določene bolezni, ki se večkrat pojavljajo pri njih. Mi smo recimo naredili raziskave in razvoj, katere so te najbolj pogoste bolezni. Ta analiza se naredi in ko pride stranka pol k nam, zdravnik pač oziroma ta tim zdravniški razloži rezultate. Predispozicije, ne, genetske. Tako je. In kakšna je možna preventiva. Vsekakor se pa mi ne ukvarjamo recimo z enogenskimi boleznimi, kot je cistična fibroza, zaradi tega, ker to je pol že recimo, bom rekla, bi prepustila to inštitucijam, kot je klinični center in pač recimo drugim. Vi ste prinesli prav dejansko to set, ne? Zdaj, ko ste to besedo uporabili. Lahko malce pokažete, kaj daste v tej škatlici, pa neko diplomo, da je nekdo azijskega izvora, ali kako, pred 30.000 leti so bili predniki. To je sicer set, ki ga dobi stranka za test prednikov. Se pravi, če pokažem, takole zgleda škatlica, v kateri je ta set, tu so navodila in v bistvu na zelo enostaven način s temi palčkami si vzame vzorec sline, na kateri pol dobi pač določeno analizo. Ta analiza mu pove, odkje je njegova linija, naprimer po očetovi strani, izhajala izpred 20, 30, 40 tisoč let Džingis Khan je bil moj prednik, ne? In recimo pol pač to tako zgleda, recimo, to je sicer ena manjša izvedba osnovna tega poročila, če tako pokažem, v kateri je urisano tudi zemljevid in to pač nekterim to veliko pomeni, da vejo, da izhajajo, ne vem, njihovi predniki iz Avstralije, pa iz Saharske Afrike. Te bo besvalce dvignila tole, to se pravi, to je zdaj neka diplomca, jaz bom pa ime pokrila, ne, ker to je bila neka prava... Vse to je moje ime, tako da... Ja, to je pa res, ja, vaše ime, tako da je praktično. A to je res vaš rezultat? Od kje prihajate iz Avstralije? Ne, to je samo vzorec. A vi ste za sebe to izračunali? Tako je. In nam lahko poveste? Kje so bili vaši predniki pred 20.000 let? Ta primer ni isti, moji so bili dejansko iz Saharske Afrike, izpred nekje 30 do 40 tisoč let nazaj in pol imamo risano na eni takšni lepi, veliki, na velikem certifikatu, ki ga imam na steni, pač to linijo, kje so se selili
moji predniki, po očetovi strani govorim, do danes. In kaj vam zdaj to pomeni? Je to kaj pomembno? Ja, to je tako, veste, ena stvar je nekaterim pomembna, drugim pa ni. Torej je zanimanje za tako diplomico DNK, recimo, odkot so moji predniki? Kje je največje zanimanje za to? To je v bistvu storitev, ki smo zdaj šele to smo zdaj v bistvu nekaj časa pripravljali za komercialno zato, da to predstavimo javnosti in to bo predstavljeno na javnosti nekje v 3 tednih, tako da to recimo zaenkrat smo že naredili kar nekaj teh primerov, ko so ljudje povpraševali, zdaj prav predstavili bomo pa nekje čez 3 tedne. Dobro, to recimo mogoče zanimivo v neki Ameriki, kjer so se ljudje množično naseljevali, a ne? Pa dejansko potem iščejo svoje korenine, ne? Ali pa recimo kakšne verske skupnosti, tudi mormoni, ne? So znani potem, da iščejo prednike. Tako je, pa tudi recimo možno je iz teh rezultatov dobiti tudi kakšen procent, katere rase imamo v svoji geni, se pravi, naprimer 20% belske, 30% črnske, to že delikatno 15% indijanske in tako dalje. Kako vi, gospod Dovž, gledate na to? Je to nek zanimivo? Pogojno rečeno v navednicah rasizem, nek novi iskanje rase. Kaj ima to zdaj zveze? Ne, se večina teh rezultatov temelji na rezultatih teh velikih primerjalnih analiz genoma človeških ras, ki je imel en zelo pozitiven rezultat na koncu. Namreč večina genetske variabilnosti se dogaja znotraj etničnih skupin, znotraj ras. Med rasami so genetske razlike zelo majhne, to se pravi, da vsakršen rasni šovinizem, vsakršna nestrpnost nima nobenega naravoslovnega temelja. Ampak v tej zvezi bi jaz mogoče rekel, da je to, kje so živeli in odkot so prišli moji predniki pred 20-30 tisoč leti, mogoče malo manj zanimivo. Bolj zanimiva je ta bližnja preteklost, kaj se je dogajalo v zadnjih nekaj 100, 1000, 2000 letih. In tukaj stvari pogosto vodijo do presenečenj. Recimo eno takih presenečenj je, da je naša sosedna populacija, Madžarska, po genetski plati pravzaprav slovanska. Čeprav so prišli z neko drugo kulturo, z drugim jezikom na to področje, ampak je to pretapljanje in to mešanje s slovanskimi sosedi vodilo do tega, da se je genski pul Madžarov zelo približal genskemu pulu slovanskih sosednih narodov. Oni so pa seveda svojo nacionalno, jezikovno, kulturno politiko uspeli ohraniti to kulturno identiteto, ki so jo zdaj prestavili na nek drug genom. To so take zanimive. Ampak gledajte, a bi potem res lahko rekli, da je nek tipičen Slovan tudi genetsko zapisan ali kako, ali je to nemogoče povedati? Kaj vi rečete? Kot je bilo omenjeno, pogledamo, kako so populacije migrirale, kako so se mešale. Jaz recimo, ko sem prej Italijo omenil, takrat smo bolezni raziskovali, je bilo prav zanimivo, ko so zemljevid naredili in se je prav videli, kje so Grki pristali, grški vplivi, to so z barvam pobarvali tak zemljevid, ki je bil trščanski vpliv, to se je videli. Lahko pa pripelje to tudi do zlorab, to pa moram omeniti. Jaz sem bil zdaj priča, pred nedavnim so izvedli pa dobri genetiki, ki jih osebno poznam v Italiji, ker iščejo redke populacije. Tudi v naši urezi v Italiji so naredili analizo in so potem seveda najdli eno posebno kombinacijo, ki so imenovali rezijanski genotip. In seveda, to bi bilo samo po sebi čisto v redu, če ne bi takrat potem te različni krogi v Italiji to zlorabili. Župan, recimo Tržaški, je takoj vzkliknil na promociji, končno dokaz, da so rezijanci posebna rasa, da nimajo nič nobene zveze s Slovenci. Seveda se je potem takoj pojavilo vprašanje, kako je taka analiza bila narejena, kakšni so bili primerjalni vzorci, in se vidi, da seveda niso mogli to primerjati z neko slovensko tako prav populacijo, če bi vzeli nek tam okoli Tolmina ali pa Gornje Trebuše, pa dosti veliko populacijo bi se to dal gotoviti, mogoče so pa sorodni. Ker če ti take analize delaš brez prepotrebnega izbora dobre reference, lahko to obrneš, kakor češ. Tako bi mi recimo lahko za Italijane v Kopru dokazali, da nima za Italijane pravzaprav nič, da so čist neka posebna istranska rasa, na ist način, veste. Torej, imajo Slovenci, zdaj tako res nenavadno vprašanje, nek genotip, bi lahko rekli po genih, to je zdaj Slovenec ali ne? Kdo je tipični Slovenec? Ja, to je težko reči.
Prejš v Sloveniji so se populacije zelo mešale. Ne. Seveda, lahko bi se dalo ugotoviti neka posebnost, ki nas mogoče razlikuje mogoče od kakšnih severnih populacij. Ne. Mogoče bi se dalo zelo raziskati korenine, da je bila tukaj v Srednjih Alpah neka prastara populacija. Venecka? No, recimo se približujemo temu, ampak kot si ti omenil, Madžari, ki so se zmešali, mi smo to že vedeli v šoli, da so v bistvu oni naselili populacijo, ki je bila panonska, takrat smo rekli Slovenija, zelo ponosno na to. Tukaj verjetno, v našem primeru so prišli gotovo neke slovanska plemena, ki so se pa zmešale z neko pravbitno populacijo klele. In to se da nekje ugotoviti. Torej, te raziskave obstajajo ali ne? Ali kdo jih bo zdaj zlorabil ponovno, po 60 letih? Sistematično te raziskave ne obstajajo. So bile na evropski ravni, je bilo par pobud za take raziskave. Potem, zdaj ne vem, kakšno je trenutno stanje, jaz sem bil samo vpleten v povabilo, da bi v njih sodeloval. Pa je bilo pa kar ustavljeno na ravni Evropske komisije. Zgleda, da je bilo mečkem preveč zaradi teh obmejnih zadev v Evropi delikatno. Amerikanci so šli pa intenzivno v te raziskave, ko raziskujejo korenine pa svoja porekla. Zdaj v Evropi pa tako mečkem per partes delajo, delajo zdaj te raziskave. Regionalno. Regionalno. Zdaj mogoče ti veš, kaj so obudili, mogoče zdaj v zadnjem času se mi pa zdi, da so neke širše te evropske raziskave tudi štartali. Večina teh podatkov v sodobnem času prihaja iz teh genomskih projektov, kjer proučujejo veliko število genetskih označevalcev ali pa celo sekvencirajo posamezna nukleotidna zaporedja osebkov. Vsi vemo, da sta dva človeka, ki sta razkrila svoj genom, Craig Venter pa Jim Watson. Sistematičnih proučevanj etničnih skupin je pa nekoliko manj in tipično so ta proučevanja omejena na izolirane majhne populacije. Pogosto slišimo recimo o otoških populacijah, kjer ni bilo veliko migracij, kjer je ta populacija živela precej izolirana in se med sabo so sorodniki. Kjer prihaja seveda do poročanja v tesnejšem sorodstvu kot v normalni populaciji. In prej omenjeni primer recimo s to rezijansko genetsko posebnostjo je prav lahko posledica enega zelo majhnega vzorca populacije, ki je sodeloval pri ustanovitvi tega, temu rečemo ustanoviteljski efekt. Prvo pleme, recimo. Ja, majhno število osebkov, ki so naključno ali pa po nekem kriteriju izbrani za ene večje populacije in nikakor ne reprezentirajo te populacije ustrezno, ampak so zelo posebni znotraj te populacije. In če te prestavimo nekam na neko izolirano območje, se poročajo med seboj, taka populacija lahko čez čas izgleda zelo drugače od tiste začetne. Imate vi kakšno mnenje o tem plemenih, ki so se selila? Seveda se vsem strinjam. Samo dodal bi, da je bila narejena študija, ker je dejansko povezala Slovence in Hrvate okrog Zagreba oziroma tega celinskega dela z Slovani, potem ko so pa dejansko je večja variabilnost med Slovenci in tem Zagrebčani oziroma tem delom Hrvaške pa Dalmacijo. Tako da dejansko gre za neko genetsko variacijo med Dalmacijo in med celinsko Hrvaško. Torej vse to ima lahko neke sociološke posledice, omenili smo že tudi razpad družin. Tudi. Torej imate vi kakšne pomisleke, čeprav vi seveda niste poklicno iz te stroke, ampak vsaj kot ekonomistka vas kdaj kaj spreleti? Vsekakor imam pomisleke, recimo, ko se na nas obrnejo tudi stranke, ki bi želele narediti, naprimer, test očetovstva, ko še otrok ni rojen. Ker to pa pomeni, da dejansko je potrebno vzorec vzeti z invazivnim posegom amniocentezo in s tem se recimo jaz osebno ne strinjam in tega zato tudi ne ponujamo, čeprav je to seveda možno. V tem primeru pač napotimo stranko, da počaka, da se otrok rodi, oziroma da se obrne na svojega ginekologa in se z njim posvetuje glede tega. Ampak gledajte, pravno gledano, pravno gledano, če v neki zvezi rojen otrok, je moški, ki je v tej zvezi, avtomatično oče. To sta avtomatično starša, da rečem. Torej, kakšni so zdaj ti pravni vidiki? Kaj sploh lahko potem neka oseba stori? Ja, tudi smo imeli prav en tak primer, recimo, ko je pač se otrok rodil v zakonski zvezi oziroma že po prenehanju le te pač materi in je bila ona poročena predtem sicer že ločena z drugim moškim, potem je pa pač njen naslednji partner, s katerim ste tega otroka dejansko imela, moral dokazovati na sodišču in pred našimi
inštitucijami, da je dejansko on njegov oče in je prišel tudi narediti seveda test očetovstva. In je imel precej problemov s tem in je rekel, pač ne morem verjeti, da se to dogaja dejansko. Zaradi tega, ker je pač zakonodaja tako postavljena dejansko pri nas, da bolj ščiti matere oziroma so očetje včasih v nezavidljivem položaju. Ja, po rimskem pravu je mati vedno znana, oče nikoli, ne, kako že. Čeprav je kolegica rekla, da tudi mati ni vedno znana. Ja, ampak, to je res. mogoče... Še primer, sam da pove, ta je zelo zanimiv, kdaj pa mati ni bila znana? Ja, pri posvojencih, na primer, ko so iskali svoje biološke starše. Tudi to se dogaja? Tudi to se dogaja, tudi take primere smo že imeli in pač so pol ugotovili, ali so ali niso, na primer. Moram pa reči, da recimo tudi matere včasih navejo, kateremu očetu pripada otrok. Tudi take primere smo že imeli, recimo pač po domače povedano, ali je od moža ali od ljubčka. Zmešnjava, ne? Popolna zmešnjava. Nasplošno treba povedati, ampak da se so... dogaja. Pač življenjske situacije so takšne, vsakemu se mogoče lahko to zgodi in jaz recimo takšnih primerov nikakor ne obsojam, zaradi tega, ker nikoli ne vemo, kaj se lahko tudi nam zgodi. Nasplošno pa treba povedati, da so vsi ti testi izključitveni. Mi lahko izključimo napačnega očeta, napačno mater, ne moremo pa nikoli s popolno gotovostjo potrditi očeta ali mater. Zelo visoko verjetnostjo, ki je 1 proti nekaj milijonov, ne? Ampak absolutne potrditve pravzaprav ni. Ampak zdaj mogoče nazaj, kaj ni zadevi, ki smo jo prej omenjali, ali je to pomembno, da vemo, kdo je naš oče, kdo je naša mati. Precejšen del genetskega svetovanja poteka na osnovi poznavanja družinske zgodovine. A se je v družini neka bolezen pojavljala ali se ni. Zdaj seveda, če otrok ali pa eden od staršev ne ve, kakšna je njegova družinska zgodovina, bo težje ugibati, kateri genetski testi, katere bolezni bi bile primerne za tega pacienta. Tako da to je pomembna informacija tudi zdravstvenega aspekta. Ja, govorimo o družinah s tveganjem, ne, različnih družinah, tukaj se... No, ampak gledajte, recimo, zdaj bom pa nekaj rekla čist zasebno kot mama, a ne, pa najbrž ste tudi vi starši. Ko se rodi otrok, sej v bistvu, dokler človek nima otrok, lahko precej govori o tem in je veliko tudi teoretičnega. Ampak ko se rodi otrok, vsaj jaz lahko osebno rečem, človek prav vidi, komu je podoben. Lahko rečeš, ta ima pa točno podplate od starega očeta. No, mislim, pa to se ja vidi, ali se ne vidi, ali kako. Kaj je s tem? To je zelo dober primer, ko ste rekla, ima podplate od starega očeta. To je tisto, kar ljudje najpogosteje opažajo, da so vnuki zelo podobni starim staršem. In zato ni treba veliko genetskega inženirstva. To uči že osnovni mendelistični nauk, da je v F2 generaciji nekaj fenotipov takih, ki so zelo podobni starim staršem. To je bilo zelo dobro opaženo. Tudi, ko peljete otroka v vozičku na sprehod, bodo mnogi rekli, zelo je podoben babici, zelo je podoben detku. Tudi tip hoje, sej velikokrat ni nobenih ugibanj, ali ne vem, kje se to... Ja, jaz bi rekel, da zahteve po taki analizi pridejo, če je odzad neka zamera, da običajno ni potrebe, tako kot smo zdaj ugotovili, ampak če je pa odzadaj neko ozadje, potem pa verjetno pridejo take zahteve. Obstaja možnost, da bi dejansko samo z fenotipskimi znaki, torej znaki na telesu, ugotovili, ali je nekdo oče ali ne. Saj dejansko so določeni lastnosti, recimo kako prekrižamo roke, kako nam zraste uho. In teh znakov je več in dejansko samo na podlagi teh znakov lahko izključimo starševstvo. Že samo na podlagi teh. To je res, ampak s kakšno zanesljivostjo? Tudi z dejansko zelo visoko zanesljivostjo, kolikor gre za dominantno vezano mutacijo, potem dejansko vemo, da nek otrok ne more biti starš. Je možno. 100% ali pa 0%, pri vseh. Ne pri vseh, ne, ampak načeloma je možno. Dobro, seveda se strinjam, da je genetski test bolj primeren. Zdaj mislim, da kar se zanesljivosti tiče, da je DNK analiza še vedno Dobro, imate vi kakšne take res težke primere, da recimo se je nekaj zgodilo potem, ko ste vi upravili analizo, pa da vam je bilo žal, da ste to sploh opravili? Ne, do zdaj še ne. Pa vi delujete 1 leto, ne, ali kako? 1 leto pa pol. 1 leto pa pol. Recimo, kaj bi bil tak primer, da pa vi ne bi šli v to? A je kakšen primer, da bi rekli, to pa rajš ne bi rekli? Ja, v primeru, recimo, mi testa ne naredimo, če se oba skrbnika ne strinjata oziroma če je nekdo izrecno proti, ker mi v bistvu predno smo začeli za to dejavnost, smo dali narediti pravno mnenje odvetniški družbi Čeferin, kjer dela docent dr. Marko Bošnjak, ki je na tem področju vsekakor, jaz mislim, eden vodilnih v Sloveniji in je tudi za mednarodno
genetiko v mednarodni genetiki zelo doma. Tudi knjige je napisal na to temo, tako da on nam je v bistvu pač naredil to pravno mnenje in nam dal tudi navodila, kako recimo morajo biti sestavljeni obrazci glede soglasij, podpisov in teh zadev. Tako da, kar se tega tiče, smo dejansko zelo dober... Kriti, da tako rečem. Tudi lahko tako rečemo. Dobro. Ne, mi v bistvu tudi stranke izobražujemo s tem, ker stranka, ko se obrne na nas, ne ve, kaj je možno, kaj ni, kaj je pol recimo zakonski okvir za naprej. Pač, če želijo, pač, ponavadi se dostikrat pojavijo recimo testi dvomi ali pa zahteve po testih očetovstva, ko pride do ločitev oziroma... Pa obstaja tudi nekaj čisto obrobno, tudi pravica ne vedeti, tudi to obstaja. Ja. Jaz sem recimo pa bil priča, poznam eno, ki je se tako analizo dal narediti na prigovarjanje, pa ljudje so radovedni, radovednost je nekako naše gonilo, sej malo te skrbi, kaj boš zvedel, mečkam pa upaš, da boš pa še kaj zvedel, še kaj božga, da si pametnejši, kot si samo sebi mislil, recimo, ali kaj tazga, to je gonilo. No, ampak ta je potem na prigovarjanje, pa to se je dal narediti, ker so v neki družini s tveganjem, imajo neko bolezen, in je potem bil to tveganje potrjeno pri njej in je žal. Je žal, ker je od takrat naprej nekako bolj zaskrbljena, kot bi sicer bila. Tudi zaradi bolezni, ni šlo zdaj za to, kdo je njen oče, mati, ampak zaradi bolezni same. To je res veliko vprašanje. Ampak zdaj, recimo, če gremo nazaj na etiko, gospod Dovč, vi se ukvarjate, recimo, v redu, s kravami, s povečanjem mlečnosti, ampak tu je tudi na tem področju lahko kakšno etično vprašanje, predvsem recimo pri gensko spremenjenih organizmih, pri, kaj pa vem, kloniranju, in tako naprej. A se tu spopadate s kakšno etiko ali ne? Ne nazadnje tudi, če krava je gensko spremenjene organizme, a to na nas vpliva. Tu je veliko odprtih vprašanj, kjer smo potrošniki včasih zbegani. So bolj preprosto vprašanje, ampak vseeno taka, ki begajo. No, velik del teh etičnih vprašanj se nekako zreducira na problem varnosti. Tako kot je bilo že iz vašega vprašanja nekako razbrati, ali je to zdaj varno za potrošnika. Ja, recimo mleko te krave, take, mečkano gensko... To bi lahko bilo etično vprašanje, če bi imeli kakršenkoli utemeljen sum, da je to mleko manj primerno, manj zdravo, da ima neke rizike. Drug del etičnih vprašanj, ki jih pa pogosto prezremo, je pa povezan z samim počutjem živali. Animal welfare je zelo pomembno geslo, recimo, v sodobnem svetu in tukaj je seveda tudi nekaj razmislekov, ali gensko spremenjene živali, ki bi imele zelo poseben izgled, zelo posebne lastnosti, ki bi recimo pomenile neko neudobje, celo neko trpljenje za žival, ali je to primerno ali ni primerno, ali je to etično sprejemljivo ali ne. Se pogovarjamo tudi o tem, recimo zdaj ravno živa debata o tem, ali smejo biti kokoši v kletkah ali ne. In nas to nekako skrbi, se nam zdi, da ni v redu, če so na premajhnem prostoru, če je to povezano s trpljenjem živali, to so etični premisleki. Tako da, jaz bi rekel, teh dveh vrst so No, pa recimo kloniranje, do zdaj že tako pravijo, saj ne vemo, ali res ali ne, ampak pravijo, da je nekaj živali že bilo kloniranih, da se obeta neko umetno meso, in ki sploh ne bo več od pravih živali, ampak predvsej tako genetsko spremenjeno. To so različne stvari. Zdaj, kloniranje je več ali manj bilo pokazano, da je možno pri večini vrst. So pa te metode zelo neučinkovite in je seveda z vidika komercialne uporabe nezanimivo, da bi te klonirane živali dejansko pripeljali na police naših samopostrežnih trgovin. Če bi ljudje vedeli, da so klonirane, kaj pa če ne vemo, pa kupujemo v dobri veri, da je to... Tudi če ne bi vedeli, teh živali, tako ocene, so, da je kloniranih živali mogoče nekaj 100 na svetu. In zelo malo verjetno, da je bil teh nekaj 100 živali ena končala pri nas na polici. Mal večji problem so potomci kloniranih živali. Tega je pa več, in tukaj so zdaj debate, ali so potomci kloniranih živali, ki so šli skozi normalno reprodukcijo, primerni za uporabo za človeško prehrano ali ne. In tukaj je nekako vsaj mnenje ameriške administracije, ki ima največ takih primerov, da ni kakšnega večjega tveganja povezanega z uživanjem mesa, recimo teh živali, ki so potomci kloniranih živali, ker je pravzaprav samo ta postopek
normalnega razvoja staršev in normalnega razvoja potomcev, tolikšna garancija, da je več ali manj vse moralo biti v redu, če ne bi prišlo do normalnega razvoja živali, da to daje neko varnost pri teh produktih. Moje osebno mnenje je pa, da je pravzaprav ta problem močno pretiran v javnosti, ker dejansko je teh primerov tako malo, da predstavljajo eno ekstremno majhno tržno nišo. Ampak tržna je, ne? Ta niša je tržna. To je bolj pomembno za firme, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kloniranih živali. Tam je pa seveda zelo pomembno, a bodo potomci te moje matične črede vsi končali v tovarni kostne moke, ali jih bodo lahko prodali kot, recimo, kakovostno meso. Je to pri nas dovoljeno ali ne? Kloniranje pa ta proizvodnja? Ali pa recimo vprašam, je prepovedano? Jaz mislim, da naša zakonodaja o tem generalno, eksplicitno ne pove natančno. To je že nevarno, ne? Je pa to seveda tema, o kateri se izjasni, recimo imamo dva znanstvena odbora, znanstveni odbor za sproščanje gensko spremenjenih organizmov pri Ministrstvu za okolje in prostor in pa znanstveni odbor za uporabo gensko spremenjenih organizmov v zaprtih sistemih. No, in ta dva odbora nekako uravnava ta rabo tovrstnih organizmov. No, recimo ta gensko spremenjena, recimo koruza, ne? Zdaj, je pri nas dovoljena ali ne? Tudi za krmo živali. In kaj zdaj to pomeni, če je krava jedla tako žival, kakšen zdaj njen zrezak, ne? Tudi veliko debate. A pride ta miši ali podganje gen, ali katere je že tako zlovešč potem na krožnikah. Te debate so zelo, ne, tako moram reči, pretirano poudarjene in tako naprej. Ker pogledajte, zdaj bom spet ponovil, ne, zadeve govori o nekih dolgoročnih učinkih, ne, in tako naprej. Ponavadi pri teh mičken mešamo klonirano ali pa gensko spremenjeno, ne. Gensko spremenjeno pomeni, da smo mi nek gen vnesli not, da neko lastnost pač, ali odpornost pri kakšnem žuželki v rastlini, ne, vzbudimo pač nek protein, je dodaten, ki je strupen za gosence, recimo, ne. In to se preverja dolga leta, ne, in taka hrana je podvržena presoji kot vsaka. Je dobra, je slaba, je strupena, ni strupena, škodljiva, neškodljiva, ne. In zdaj v nekih dolgoročnih učinkih... Torej, ali je vzrok v genu lahko kakšen negativen? Ne, poglejte, znanost ve to, ne v samem genu gotov, ne. Gen to je organska molekula, to poješ, prebaviš in to ni, ne. Jaz ta moment, ki vdihnem, ne vem, koliko genov, mikroorganizmov sem dobil, ki jih prej nisem imel, ne, in tako naprej. In to pač, to ni, ne. Ko pojeste nekaj tasga, recimo, ko sem jaz v življenju prvič banano pojedel, ne, nekaj 100.000 proteinov, ki jih moj organizem do takrat še ni spoznal, sem dobil vase in noben takrat ni sprašal v nekih dolgoročnih učinkih, ne. Ko neko gensko spremenjeno živilo pojeste, je en protein. No, banana mende je ena sama in ta klonirana, tako, recimo, bil tako vegetativno razmnožena, kako pravijo, ne? Drugega. Banane, ki pri nas jemo, so v glavnem triploidi in niso sposobne za nadaljne razmnoževanje. To je zgodba. Pač tudi ena sama duplicirana. Ja, no, če bi razlagal poreklo vseh teh živil, bi seveda vsak imel lahko neke dvome, ne človek. Dobro, zdaj recimo vaju vprašam kot znanstvenika, glede te prehrane, medicine, a je kakršenkoli etični zadržek ob vsem tem, o čemer govorimo, eno vprašanje, ki za vaju še odprto, da je to tista meja, pri katere pa vidva ne bi segla. Recimo, gospod Dovč. Vedno znova se odpirajo taki izzivi in z napredkom tehnologije, z napredkom tega, kar je možno, se seveda tako vprašanja postavljajo. Poglejte, pred 30 leti se nihče ni spraševal o škodljivosti ali pa neškodljivosti kloniranja, ker to tehnično ni bilo mogoče. Napredek znanosti odpira te tehnične možnosti in naloga nas znanstvenikov in seveda tudi širše družbe je, da se s tem sooči in v nekem dialogu najde nek konsens, kako s temi stvarmi ravnati. Treba je poudariti, da pri teh odločitvah zdaj zelo težko je najti argumente, ki bi prepričljivo na naravoslovnih temeljih pokazali, da je neka gensko spremenjena hrana absolutno zdravju škodljiva. Jaz takih primerov ne poznam. Ampak bečka ne pa lahko, ne? Če ne absolutno. To je zelo težko pokazati. To je zelo težko pokazati, predvsem, ker gredo ta živila skozi eno rigorozno preverjanje sestavin, učinkov, tako da so ponavadi ta živila bistveno bolje preiskana in bistveno
manj nevarnosti je kot pa pri nekem konvencionalnem živilu, ki ga je recimo napadla plesen, pa nihče nikoli Torej, ni za pogledal. vas ni zadržkov, če strnem. Kar pravim, to je dinamičen proces. Z sedanjimi metodami Jih ni. smo skušali nekako odgovoriti na večino teh vprašanj. Hotel sem pa to povedati. Ta odločitev, ali ravno zato, ker ni nekih trdnih dokazov, da je nekaj škodljivo ali pa nekaj ni škodljivo, ta odločitev, ali bo nekdo užival gensko spremenjeno hrano ali ne, ni nujno, da temelji na nekih dejstvih. To je njegova prosta, svobodna odločitev. Vsak potrošnik si lahko izoblikuje mnenje in se odloči. Vidva sta znanstvenika. In zato tukaj ni tudi pravih ali pa napačnih odločitev. So take in drugačne in oboje je treba spoštovati. Lahko tudi religiozne. Dobro, gospod Komel, imate vi kakšen zadržek pri vsem tem, kar se gensko spremenjene hrane sem rekel, ne? Tukaj je čisto individualna odločitev, mogoče se ti to malo upira, ker je medijsko razpito ali ne. Človek gre v tveganje, tako kot recimo pri biološko pridelni hrani, greš tudi zavestno v tveganje, se tam ne škropiš, pa se sama bori proti plesni in proizvaja naravne spojine, ki so lahko zelo zdravje škodljive, ali pa recimo potem proizvodi konvencionalni v poljedelstvu, ki jih pa škropijo, ki imajo sledove, pesticide in tako naprej, so bolj škodljivi kot taka preverjena. Kaj pa medicinsko? Medicinsko, seveda, tako kot je profesor Dovč omenil, ta moment so etična vprašanja, recimo v kloniranju človeka, absolutno, potem o genskem zdravljenju zarodnih celic, omenil so etični pomisleki, če jim to odpira vrata nekemu šarjenju pa zlorabam, so tukaj etični pomisleki. Ampak nisem pa pristaš tega, da s tem vse odpravimo in se nehamo o tem pogovarjati. Veste, sem pristaš tega, da se o tem pogovarjamo. Ker znanost gre naprej, mi poskušamo odgovoriti na zadeve in seveda etika današnja ni ista, kot je bila etika druge svetovne vojne in tako naprej. In mora etika gre tudi za razvojem znanosti naprej, tako kot znanost za razvojem etike. To se mora prepletati. In v dostikrat zelo polemičnih razpravah moramo mi soočati mnenja, preverjati trenutne situacije, znanost gre izredno hitro naprej, preverjati situacije in na teh dejstvih potem sprejemati odločitve, ki so pametne. Dobro, gospod Bitenc, vaše podjetje je Gene Planeta. Po slovensko se sploh zelo nerodno izgovori, ker vi delujete v glavnem v tujini, po angleško je to Gene Planet, oziroma genetski planet gena in tako naprej. Vi delate na Irskem, v Italiji. Kako je s tem v tujini? So tam zadržki večji? Zakaj ste šli tja? Oziroma, da vas vprašam, recimo, je morje teh člankov, ampak naprimer pravijo, da na Kitajskem pa že delajo otroke po naročilu. Torej so države, ki so veliko bolj liberalne, zdaj tako rekla v tem smislu, boste šli tudi tja? Slišala sem tudi za Korejo, da je zelo že pred leti. Vas kaj mika, da bi šli še s podjetjem? Niti najmanj nas ne mikajo otroci po naročilu in podobne zadeve. Glejte, naše podjetje se ukvarja z genetskimi analizami, vedno bolj želimo iti v smer diagnostike, kar pomeni, da bi želeli te zadeve ponuditi tudi zdravstvu, določen segment teh analiz. Zaradi tega, ker kot sem povedal, dejansko je možno privarčevati denar zdravstveni zavarovalnici in obenem poskrbeti za večjo kvaliteto zdravljenja posameznikov. Kar pomeni, da tukaj je neka prihodnost. Se pravi, kar se pa tiče teh trgov, pa bomo zaenkrat ostali v Evropi. No, ampak na Irskem ste pa precej, midva se sploh nisva uspela srečati pred oddajo, ker ste ves čas v tujini. Jaz sem bil zadnje 3 mesece v ZDA, v bistvu tudi delno na Univerzi Stanford. Res je, da se dogajajo določene stvari tudi v tujini, ampak kar se tiče našega podjetja kot podjetja Gene Planet. Pa Slovenije, smo mi v špici, vemo, kaj delamo. Jaz bi rekel, da dejansko število podjetij in dejansko kaj delamo na tem področju smo v Evropi med najboljšimi. Zdaj, morda je to nek namik vsem skupaj v Sloveniji, ki lahko odloča, da se dejansko lahko te zadeve v Sloveniji izkoristijo. Smo lahko dejansko, mi smo majhna država, 2-milijonska in smo lahko neka pilotna študija genetskih analiz, ki bi pripomogla v zdravstvu. Naprimer, P4 Institut za preventivno medicino v ZDA v bolnišnici v Ohio dejansko nabira vse te tehnologije personalizirane medicine in jih bo dejansko v tej bolnišnici uporabil, na kar tiste, ki bodo dokazane, da so koristne, bodo dejansko uporabljene na nacionalni ravni države Luksemburg. Kar pomeni, da dejansko nas države za 500 000 ljudi prehitevajo.
na tem področju. No. Mislim, da se tudi da ogromno evropskih sredstev dobiti na to temo, če bi se dejansko država odločila za ta namen. Torej, a država ve, lejte, poslušajte, mislim, poslanci poznajo to področje, a greš takaj v parlament? Ja, dejansko jaz osebno sem v Sloveniji predvsem malo časa zadnja leta, ampak nekateri poslanci vedo, nekateri pa mislim, da tudi imajo druge zadeve. Zdaj, kako se tega lotiti, ne vemo trenutno. Gospod Tanko, je trg zrel? Na trgu v bistvu gradimo, osveščamo, pač seznanjamo ljudi, da to sploh obstaja in jaz mislim, da je to naloga nas vseh, zaradi tega, ker glavni problem je strah, ki ga povzroča nevednost. In ljudje pač o zadevah, ki grejo tako hitro naprej, ponavadi ne vejo prav veliko in zato se pol pojavi strah, ker se pač tudi, ne vem, določeni članki, pač določeni mediji dajo ven samo določene informacije, brez da bi mogoče dali cel kontekst. Ne? In tu jaz mislim, da je naša naloga, da pač povemo ljudem, da to ni nekakšen bav in da je pomembno, da se pač zadeva razvija v pravo smer. Kar se tiče pa zlorab, bi pa rekla, da to pa dejansko lahko pride povsod do zlorab. V vseh industrijah in jaz mislim, da če hočemo res nekaj dobrega narediti in ne vem, meni osebno je veliko bolj pomembno, da lahko s preventivo ukrepam v izogib določenim boleznim, za katere mogoče vem, da sem dovzetna za njih, kot pa da moram na to tablete jemati, ki jih farmacevtska industrija zelo uspešno forsira vsak dan in vsako minuto v današnjem svetu. Jaz bi tukaj rad dodal to, ja, da pravno je pri nas zadeva še ni urejena. Mi smo pred leti izdelali zakon za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi. Takrat je bil tudi raziskave genoma človeškega, so bile del tega zakona. Pa je bilo pa iz političnih razlogov to majčkeno razdeljeno. Ta zakon, ki uravnava gensko spremenjene organizme, je sprejet, je v veljavi, sta dva odbora, kot je profesor Dovč prej omenil, ki to svetujeta. Dočim medicinsko področje človeškega genoma pa ni urejeno in nekje, tukaj pa moram reči, tudi moja krivda, čas gre hitro naprej, sem že pred časom rekel, da bomo dali to pobudo podprto strani naše akademije znanosti pa univerze, predvsem Ministrstvu za zdravje, da bi se začel postopek, da tudi ta zakon nekje sprejmemo, da se stvari uravnajo, ker ljudje hočejo imeti neko pravno varnost. No, pa gledajte, ta Craig Venter, ki je tudi prispeval k odkritju tega genoma, ga je želel registrirati, zaščititi, zdaj to ni, ne? Mislim, mi ne bomo plačali copyright za naš lastni recept, ali kako je z tem? To se ne da, ne. On je hotel, on je odkril neko metodologijo, on je bil od začetka, to je pred 30 leti, bil član projekta Človeški genom, to je bil velik akademski projekt. Potem je pa odkril eno inovativno tehnologijo, da je lahko lokacijo vseh genov določil. In ko je rekel, zdaj bom pa tudi te gene počasi ven populil z genoma in vsakega bom pa patentiral. In tako ga je podprl velik sklop farmacevtske industrije, on se je ločil, odprl je potem firmo, Celera Genomics. In naredil zdaj nek umeten organizem, ne? Umetno, oni so čist zapis, so imeli preproste bakterije, so imeli zapis in so potem sintetizirali, kopijo so tega naredili in so ugotovili, da je to možno, da ti lahko umetno sintetiziraš in potem v okolje neke izpraznjene celice to daš, ko je citoplazma, ko to deluje in je to delovalo. Seveda to je začetek. To je začetek seveda science fictiona, ko bomo mi recimo tudi gene, ki v naravi ne obstajajo, za neke produkte, ki si jih želimo, lahko sintetizirali. Dobro, še zadnje vprašanje, ker smo pri koncu, se opravičujem, gospod Dovč, korak naprej, ta science fiction. Zdaj, koliko bo v prihodne znanosti in koliko te danes še fikcije? Jaz mislim, da smo zelo blizu situacije, ko bo realno pričakovati, da bomo lahko sekvencirali genom posameznega človeka. Vsi čakamo na to, kdaj bo cena za to sekvenciranje padla na $1000. Pa naredili še eno Vido Petrovčiča. In bomo imeli recimo, razvoj bo šel v to smer, da bodo recimo otroci lahko naročili analizo svojega genoma, dobili informacijo na svoj mobilni telefon in ko bodo v petek zvečer v disko klubu, bosta mladenič in mladenka lahko primerjala svoja genoma. Vprašanje je pa, kaj boste iz tega lahko razbrala. In to sem hotel poudariti, da je seveda bistven korak, ki ga moramo zdaj narediti naprej. Tehnologija je fascinantna, ker je zelo hitro naprej, ampak bistven korak, ki ga pa moramo narediti, je pa v kakovosti interpretacije teh podatkov. Ta kakovost interpretacije je kritična. Naj bo to dovolj, naš čas je potekel, jaz vidim, da bo to tema za še 1 ali 2 ali 3 polnočne klube.
Če ste bili z nami, spoštovani